Mogoče si dobil včasih kakšen kis vina ali pa mogoče na kocke narezano mortadelo, brez kruha, za zobotrebce not zapičeno. Več ali manj? Z Evo Cimbola. Tokrat v več ali manj gušti, kitarist, skladatelj, producent, pa seveda nekdanji član zasedbe Bigfoot Mama. 40 let si zapisan glasbeni industriji, če lahko tako rečeva, in zato se bova šla danes igrico več ali manj kot 40. Dobro. Gušti, več ali manj kot 40 hitov v tvoji karieri. Veliko več komadov, zdaj koliko je dejansko hitov, to pač ljudje ocenijo, ne? Ampak mislim, da je manj, da je ne prav hitov, teh je ne 12-15, to tist, ki že so ratali zimzeleni. No? Več ali manj kot 40krat si zavrnil sodelovanje s kakšnim drugim glasbenikom. Ne, manj od 40. To. Je pa res, da mene glasbeniki za sodelovanja ne kličejo tako, da bi bil znam potem, da me bi prav klicali, a bi ti sodeloval z mano. Me pa pokličejo. Ja. Več ali manj kot 40 brezveznih in nepotrebnih sporov v skupini Bigfoot Mama. Več. Mislim, če imaš enkrat band, to je tako, da bi bil poročen s 4 bebami ali pa 4 moškimi. Ampak to so bili bolj kreativni, predvsem kreativni kregi, ki so v bistvu morajo biti. No. Gušti, v bistvu je težje imeti band, kot biti poročen? Ja, ni tako lahko imeti band, zato ker je toliko različnih ljudi in je toliko različnih mnenj in to pač je treba argumentirati, zakaj imaš ti prav ali pa zakaj on nima prav. In dejansko tam je veliko pogovorov, veliko na vajah, ni samo glasba, ampak je dejansko tudi argument, zakaj ja, zakaj ne, zakaj ta komad, zakaj ne ta komad, zakaj ta beseda, zakaj ne ta beseda, zakaj moramo tako odpeti ali pa, mislim, veliko teh je absolutno več kot 40. Več ali manj kot 40 strganih strun v enem mesecu? Manj. Ja. V enem mesecu je, čeprav sem veliko strgal strun, jaz v življenju, predvsem je narodno, kadar ti poč struna na odru, pol je treba pa menati pa rezervno kitaro, pa ja, jaz sem kar pokus, tako sem mlatil po strunah, jaz sem kar mlatil kitaro. Več ali manj kot 40 napačno zaigranih akordov na koncertu? Več. Več, seveda. Aha. To se ti zgodi napačno, vsaj meni se zgodi napačno zaigranih akordov na koncertu, vsaj 1, 2, 3 na koncert. Zdaj, če bi se štel vseh teh koncertov, ki jih je bilo kar veliko, ne, je absolutno več kot 40. Več ali manj kot 40krat si imel v zaodrju res slabo postrežbo ali pa pogoje za preoblačenje? Absolutno več kot 40. Moram reči, da na samem začetku te naše glasbene kariere v bistvu teh backstage v bistvu sploh ni bilo. Tako da postrežba. To je bilo včasih, ali si mogel biti res zvezda, ne? Pa si imel postrežbo orang. Kot pa nek newcomer, kot band, to sploh mogoče si dobil včasih kakšen kis vina ali pa mogoče na kocke narezano mortadelo, brez kruha, za zobotrebce not zapičeno. To je bil čas kar vsakdanjik, ki si prišel v nek backstage, ki v bistvu niti ni bil backstage, ampak je bil pod odrom, so bili neki prostori, ki je bilo vse prašno, rumpel kamera in tam si se skril in to je pomenil biti backstage. Reč. Ampak časi se spreminjajo, ne? Ne, to je zdaj kompletno drugače. Zdaj bendi, ki so zdaj mladi, mislim, da se ne zavedajo, v kakšnem času živijo in da smo bendi, ko smo bili mi, pa Siddharta, bi smo dvignili nivo, ker smo začeli pol težiti, da naj se začnejo obnašati do bendov kanček drugače. Ne. Več ali manj kot 40krat si na koncertu premišljeval, kako je biti fan v prvi vrsti? Več, ker sem bil tudi, preden sem začel špilati, sem bil fan v prvi vrsti. Ne. Tudi pol, ko sem že špilil, sem bil fan, mogoče ne v prvi, tretji, četrti. Kot predskupina Sokolov, ne, smo z Bigfooti, smo mi, ko smo odšpilali, smo šli pol med folk in smo žurali z ljudmi, tako da sem bil absolutno več kot 40krat med ljudmi in sem žuril. Več ali manj kot 40krat si bil popustljiv pri svojih otrocih? Veliko večkrat kot 40krat, to sem pa na dnevni bazi bil, ne vem, popustljiv. Pač kot starš dejansko moraš biti popustljiv, moraš biti popustljiv. Pri nekih stvarih pri nekih stvarih pač ne smeš biti popustljiv. Si v vlogi bolj strogega starša sicer? Hotel sem biti, ne. Pa sem pa videl, da to ne gre, da v bistvu mi je bil
Očetovstvo mi je bilo v bistvu ful težko. Glasbenik mi je bilo veliko lažje kot biti oče, ker sem, ko si me vprašala, sem fulkrat padel na izpitu, ker sem mislil, da delam prav, pa sem videl, da delam čist narobe. Ampak sem se z leti tudi nekako naučil, da veliko več kot 40krat sem popustil. Več ali manj kot 40krat si prijetno presenetil svojo ženo Chantal. Upam, da sem več kot 40krat prijetno presenetil svojo ženo Chantal. Kako čist druga mimika na obrazu se je naredila. Moraš, to so pa le... jaz ne vem, kaj bi ona rekla, ampak jaz upam, da je bilo več kot 40krat sem jo prijetno presenetil. V teh, moram reči, letos bova 25 let poročena, avgusta. Več ali manj kot 40krat si pri svojih 16 letih v hrvaški Istri pomislil, da bi Chantal lahko postala tvoja žena. Ne, to pa ne, to je bilo pa niti sanjal se mi ni, tako da zihar manj kot 40. Ampak ta zgodba s tole Istro je zelo zanimiva, ne? Ja, ta zgodba je nehote filmska, dejstvo pa je, da se je zgodila in da je Chantal prišla zaradi snemanja Črnega tulipana v Slovenijo, ker sem za njo napisal komad in je potem v bistvu ostala. Sprva je bila pa to pri 16 poletna romanca, ne? Poletna romanca, ona je šla nazaj na Nizozemsko, jaz sem šel nazaj v Ljubljano in pač kakšno pismo sva si pisala vsake toliko časa. In to je bilo to. In 10 let se niso videla. Več ali manj kot 40krat si poleg 3 otrok si zaželel še kakšnega. Ne, to pa ne. To je kar velika številka, 40krat, no, ampak ja. Ne, moram reči, da z Chantal nisva imela namena med toliko otrok, ampak če so že na poti, pač naj pridejo na svet. Ne. Več ali manj kot 40krat si nagovarjal sina Krisa, da se poda v glasbene vode. Manj kot 40, sploh ga nisem nagovarjal. Ne. Kris je nehote, kar sam naenkrat me vprašal, oče mi pokažeš akorde in sem bil tako kar šokiran, ker je v bistvu prej pretežno sovražil to, kar izdelam. Več ali manj kot 40krat si zavrtiš pesmi skupine Joker Out. Ne zavrtim se jih jaz, ampak več kot 40krat sem jih slišal, zato ker imamo mlajšo sestro, ki je neizmeren fan starejšega brata in seveda poslušamo Joker Out doma in v avtu milijonkrat. Več ali manj kot 40 nasvetov si jim dal, fantom iz skupine Joker Out, v smislu, na kaj morajo paziti v glasbeni industriji in kako naj se obnašajo v tem svetu. Ne vem, kolikrat sem jaz dal, to zdaj ne morem odgovoriti. Dejstvo je, da nisem veliko jim svetoval, vsake toliko časa sem jim. Če me je Kris kaj vprašal, me pa ni velikrat ful vprašal, ker sem pustil, da se sami razvijajo in to je najboljš, da sem pa seveda dajal, sem solil pamet, če sem vprašal. Zdaj, kolikrat je bilo to, pa res ne vem, ampak nisem prav, vi morate to, v bistvu sem jih pustil, da so v bistvu sami fantje to naredili, kar so naredili. Več ali manj kot 40 nespodobnih povabil v tvojem življenju. Ja, bilo je več kot 40 povabil, raznih medijskih do osebnih nespodobnih povabil. Sem dobil, včasih sem se po domačem nasral, včasih pa z leti sem videl, da je pa to lahko rečem komot, ne. Več ali manj kot 40 modrčkov na odru. Za časa Bigfoot mame, ja. Potem se je pa s temi modrčki nehal, ne. Ker je bolj sofisticirana glasba prišla v igro, pač so tudi modrčki nehali padati na oder. Več ali manj kot 40krat si ogledal gimnastično tekmo. Seveda sem več kot 40krat si ogledal gimnastično tekmo, kot učenec. Od prvega tega sem v bistvu bil gimnastik in sem treniral gimnastiko in seveda sem bil del gimnastičnih tekem, tudi še danes rad pogledam gimnastično tekmo. Kaj pa na hčerinih tekmah? Kako si pa tam bil prisoten? Nisem še končal, ne. Moja hčerka je pač do sedaj trenirala gimnastiko in je v bistvu bila izredno uspešna v prožni ponjavi in seveda smo hodili tudi na tekme, če so bile v Ljubljani. Več ali manj kot 40krat si samega ujel, da so ti določene stvari v življenju postale samoumevne. Ja, več kot 40krat sem se ujel, da so mi določene stvari postale samoumevne, od kuhanja do glasbe, do načina vzgoje, do marsikaj se ujameš, da se ti
pa je mogoče včasih niti ni tako prav. Ne. Več ali manj kot 40 minut dnevno preživiš na kavču. Da, preživim na kavči. Še posebej zvečer, ko malo pogledam televizijo, pa malo, seveda tudi jaz nisem imun na to, da grem malo pa na Facebook, pa na Instagram, pa malo pogledam, kaj se dogaja, absolutno več kot 40 minut. Več ali manj kot 40 prebranih knjig na leto. Manj. Žal nisem nikoli ful velik bral, moram se kar okarati. Šele za časa korone sem začel malo več brati, nekaj je bilo več sajta. Na leto sploh ne, je pa res, da sem veliko več pesmi poslušal in sem tam v bistvu tekste procesiral, tako da jaz sem v bistvu poslušal komade in tam v bistvu poslušal tekste in tam na nek način, ne skozi branje knjig dobil ta besedni zaklad, ampak bolj skozi poslušanje komadov. Več ali manj kot 40krat se zaveš malih trenutkov sreče. V kolikem času? Dajva reči na leto. Ja, več kot 40krat, vedno starejši sem. Imaš v sebi to sposobnost, da si znaš reči, wow. Ja, to je pa lepo, ampak to dejansko doživiš, rečemo, še posebej, kad gremo v naravo, pa zdaj drugače doživljam svet, kot sem ga pač 20-30 let nazaj. Ne. Kaj pa je tisto, kar te zdaj lahko spravi do tega trenutka sreče? Omenil si naravo, to pomeni, da ko greš nekam malo hoditi in zagledaš. Ja, ko grem malo hoditi, narava me zna presenetiti, kako iskreno lepa je, kadar je lep dan, rečemo. Kako v bistvu je to, kar imamo okoli sebe, kako je to res zna biti lepo. Jaz tega 30 let nazaj nisem znal ceniti. Zdaj pa sam navaden sprehod po Rožniku ali pa še tam malo v Beli krajini, neko zidanico in zdaj za vikend smo bili, ki je bilo še 15-17 stopinj. Kako je to lepo, ko greš na en sprehod po vasi, pa gor malo do gozda, pa to. Neverjetno. In kako je to lepo, ko te bomo lahko septembra videli v ljubljanskih Križankah. Se veselimo, Gušti, hvala, ker si prišel. Hvala vam, ker ste me povabili. Evo, to mava.